Lep pozdrav z komentatorskega mesta v Fazaneriji, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Zadnja tekma 26. kroga je derbi med petouvrščeno Muro in tretjeuvrščeno Olimpijo, ki jo na lestvici loči 8 točk. Ljubljančani se potegujejo za naslov državnih prvakov in bi se v primeru zmage lahko povzpeli na drugo mesto. Bobičanec, lepa dvojna kombinacija, Bobičanec ima odlično podajo in to je zadetek za Muro že v 8. minuti. Mirlind Daku je zadev za 1-0. Krasna podaja Luke Bobičanca in zaključek kosovskega napadalca, to je njegov prvi zadetek v slovenski prvi ligi, 3 asistence pa je do danes že vknjižil. Izjemna akcija Murašov. Tukaj vidimo, kako je lepo Bobičanec odigral dvojno in takoj iz prve nazaj do Dakuja, ki je pa tudi rutinirano zadev. Iskrene čestitke za izpeljano akcijo. Na začetku 11. minute Kvesić ali Ljubić, Kvesić zanesljivo in Olimpija je izenačila na 1-1. Mario Kvesić je poslal domačega vratarja v napačno smer in dosegel svoj tretji zadetek v tej sezoni. Lepo je opazil Čabrajo. Čabraja bo poskusil s predložkom, Sešlar skače in strelja mimo gola. To je 20. minuta. Lorbek, lepo v sredino, to je lahko nevarno. Daku, tu je Bobičanec, Bobičanec strelja, podaja pred vrata pravzaprav in gol za Muro. 2-1 v 25. minuti. Treba pogledati, mislim, da je celo šlo za avtogol. Morda, ja. Zelo zmedeno je delovala Olimpijina obramba, ali je Erik Boači potisnil žogo v lastno mrežo. Luka Bobičanec je bil definitivno tisti, ki je žogo usmeril proti vratom. Ja, Boači pred Mula Husejnovićem in v lastno mrežo za 2-1. Lepo je zadržal žogo Bobičanec, leva stran je povsem nekaj več prostora ima Mudražija, morda priložnost za Olimpijo. Kvesić, preigrava Kvesić, strelja Kvesić in obramba Ljubića. Sicer pa je zaigral na prav vseh tekmah za Olimpijo, odkar je v zimskem prestopnem roku prišel v Ljubljano. Čabraja s predložkom na Prtajina, mimo gola. Boači in Pil, lepa poteza Marina Pilja in hiter prehod Olimpije, skar številčno zasedbo v napad. Pil na levo, Kvesić v sredino, tam je Matko do strela, ki je bil blokiran. Balažic se je dobro odzval v obrambi. Olimpija še naprej ohranja stik z vrhom, Kvesić pa zdaj s podajo in gol! Đorđe Crnomarković najvišji v skoku in Olimpija je izenačila v 38. minuti. Tretji gol sezone za Đorđa Crnomarkovića na 22. tekmi. Tokrat se je odlično znašel po predložku Marija Kvesića in napadel ga je potem še Kvesić, krasno odigrano. Gorenc v kazenski prostor in nova priložnost za Muro. Še ena priložnost za spremembo izida. Žiga Kovs je medtem poskusil s preigravanjem, žoga je prišla do Bobičanca. Gol za Muro že v 34. sekundi drugega polčasa. Luka Bobičanec in Mura še tretjič vodi. To je četrti gol na 10. tekmi za Luko Bobičanca. Ja, krasen zadetek, sicer mislim, da je prišlo do dotika tudi Olimpijinega igralca. Zdelo se je, ja, da je prišlo do odbitka. Poglejmo, Žiga Kovs. Ne glede na to, nadaljuje se ta tempo. Sešlar, spet Mudražija v preigravanje, Kvesić bo prišel do strela, mimo gola, Mario Kvesić, Tomi Horvat pred vrata, odbija Boači, samo do Bobičanca, Bobičanec strelja prekrat.
Kous, krasna poteza, pa potem Bobičanec in obramba Ivana Baniča. Lep pas. Aljoša Matko, ki je zgrešil, potem pa Kvesič in obramba Ljubiča, ostaja 3-2. Lepa priložnost za Olimpijo za izenačenje. Korneri. Predvsem je bilo recimo tudi blokiranih strelov, ne? Tako. Čabraja pa znovo podajo, tam je nevarno skakal prav Prelec in zdaj je Mudražija. Še enkrat bo Ljubič poklican v akcijo, tokrat zanesljivo. Proti Aluminiju je zadev z razdalje, strelom z položaja izven kazenskega prostora. Prtajn pa je bil zdaj v kazenskem pristrelu. Še vedno preigrava Čabraja, pred vrati je Prtajn, izbil je Balažic in zdaj priložnost za Murin proti napad, ni se šlo. Kvesič nadaljuje s preigravanjem, Kvesič strelja, mimo gola. Še en kot za Olimpijo. Na krilo z njo do Čabraje. Čabraja, predložek Čabraje pred vrata, priložnost je bila to za Ivana Prtajna. Kvesič, umešal se je Lorbek in znova priložnost za domače, strel prek gola. Velika priložnost, da bi Kvesič s podajo pred vrata in Crnomarković je bil tam v prvem polčasu, je serviral podajo Crnomarkoviću za izenačujoči zadetek na 2-2. Tokrat je v kazenskem znova tudi Ivan Banič. Kvesič pred vrata in Aldair je prišel do strela brez zadetka. Ostaja 3-2. Damir Čontala, čestitke za zmago. 3-krat ste vodili v tej tekmi, 2-krat hitro zapravili vodstvo, na koncu pa vendarle zdržali. Vsekakor izredno težka tekma. Olimpija je pokazala, da ima ogromno kvaliteto. Je pa mislim, da na koncu prevladalo danes naše srce, naša želja, naša borbenost. Neumno smo zopet vrnili nasprotnika 2-krat v igro. Ne bi si smeli to dovoliti. Upam, da tudi to popravimo v bodoče, ampak ta želja, vse to na koncu nas je nagradilo. Je to edina črna točka te tekme, da so fantje kar hitro imeli težave po 2-kratnem vodstvu? Zdaj se nam že to kar ponavlja, ampak vseeno ne bi rekel toliko, da je to psihološke stvari oziroma padec koncentracije, saj se fantje zavedajo, sploh smo 2-krat že to prejeli, smo vedeli, da se nam to ne sme ponavljati. Ampak neki splet okoliščin glih v tistem trenutku, ampak ok, danes to ne smemo gledati tako. Najlepša hvala. Pa dobro, moram reći da s obzirom na stanje na terenu, mislim da nije rezultat realan, mislim da je Mura praktički sve što je šutnila je zabila. Mi smo bili dobri, ja mogu čestitati dečkima, stvarno su se trudili, ali jeftini malo golovi, nesretni, nespretni i eto, žao nam je, očekivali smo više i igrali smo za više, ali na kraju praznih ruku. Bi lahko rekli, da je tekmo prelomil in odločil tisti zgodni zadetek v drugem polčasu? Pa da, stvarno tako kako je utakmica odmicala, prvi dio smo bili sve bolji i bolji. Jednostavno smo se dogovorili na poluvremenu da treba samo nastaviti stavljati Muru pod taj pritisak igre koji smo i radili. I onda kad uđeš tako u poluvreme i takav neki odbijanac ti uđe i presjeći nas, ali onda je to postala utakmica u biti jednosmjerna. Mura se branila grčevito, a mi smo pokušali sve, imali smo dosta situacija, šansi nismo zabili, nažalost, i šta da se radi. Najlepša hvala. Hvala vama. Hvala.